Gledate oddajo Klepet ob kavi. Lepo pozdravljeni. Ja, zdravje se zgodi, ko vzpostavimo vse fizične zakonitosti. Temperaturo, tlak in pa pretok. Metoda Planeta zdravja, ki sta jo razvila zakonca Ogorevc, danes je z nami Igor, lepo pozdravljen. Lep pozdrav. Torej zajema uravnavanje točno določene temperature, tlaka in pa pretoka. To je v bistvu pogoj za pravilno delovanje telesa in pravzaprav vseh organov. Je tako, Igor? Absolutno. To so fizične zakonitosti, katere veljajo za vsa živa bitja v naravi. Zakaj je pravzaprav to pomembno, Igor, da sploh govorimo o pretoku, o temperaturi, o tlaku? No, zdaj pa dajmo pogledati logično. Dajmo pogledati primere iz narave. Pretok pomeni pretok kakršnekoli tekočine. Če ni dovolj pretoka vode, nobena rastlina ne bo delala. Če ni dovolj pretoka krvi v telesu, nobena celica ne more delovati pravilno. Če ni pravilnega pretoka limfa, ni pravilnega čiščenja v telesu. Mislim, da to ni nič takega, kar navaden laik ne bi zmogel razumeti. Zdravniki imajo pa s tem neskončne težave, to je pa res. Okay. Zdaj, če se vrnemo na laike, kot smo mi sami, kako pravzaprav, Igor, ugotovimo, da imamo težave? Torej, da nam nekaj ne štima. So verjetno kaj to signali, neki bolezenski simptomi? Na najbolj enostaven način vzamemo termometer, tako kot smo delali včasih, ne vzamemo takoj cepiva, ampak vzamemo termometer, ga damo pod obe pazduhi in izmerimo temperaturo. Okay. In če temperatura odstopa od normalnih vrednosti, to pomeni, da je cirkulacija limfe in krvi v našem telesu motena. Se pravi, kot posledično so moteni tudi vsi biokemični procesi v telesu. Kajti pravilna temperatura je posledica pravilnih ali napačnih vseh biokemičnih procesov v telesu. Izhajam iz dejstva, da je vsaka kemična reakcija v telesu eksotermna. Se pravi, da sprošča toploto. Kaj je zdaj večji problem, torej, da smo pregreti ali podhlajeni? Oboje je težava, ampak še večja težava je, ko je telo postane podhlajeno. Kajti podhlajeno telo je vedno že posledica pregretega telesa. Se pravi, večje težave z zdravjem se pojavijo, ko je telesna temperatura prenizka. Da je to velika resnica, vam povem na primer podatek, da vsi onkološki, se pravi vsi rakavi bolniki, imajo bistveno prenizko telesno temperaturo. To je nesporno dejstvo, tega se ne da zanikati, je pa to eden od razlogov, da tudi na onkološkem inštitutu temperature enostavno ne merijo, zato ker jih ne zanima. Kajti, če zdravnika vprašaš, kaj pomeni hipotermija, se pravi prenizka telesna temperatura, on enostavno tega ne ve. Čeprav se je učil, ampak tega ne ve, še manj je sposoben to povezati z biokemičnimi procesi v telesu. Kajti dolgotrajni porušeni kemični procesi v telesu vedno pripeljejo do rakastega obolenja. In rakasto obolenje nikoli ni tisto, ko sem bil zdrav, zdaj imam pa raka. To je teoretično in praktično nemogoče. Okay. Igor, vidva v bistvu ženo na Planetu zdravja, torej že leta in leta raziskujeta in pravzaprav iščeta naravne rešitve, kako v bistvu v telesu sprožati samo zdravljenje, ga podpreti. In danes niste prišli sami, ampak ste pripeljali en ekstra fajn tonik, energijski tonik, ki pa pravzaprav se ga ne pije kot gin tonik, da ne bo kdo, čeprav lahko bi ga tudi, jaz sem ga si tudi že usta špricala, pa ni bilo nič narobe, je pa namenjen torej, da si ga nanesemo na kožo. Zakaj koža? In kaj naredi? To je dobro vprašanje. Poglejte, izhajam iz dejstva, da je koža človekov največji organ, najtežji organ in s tem tudi najbolj pomemben organ v našem telesu. Zakaj? V naši koži imamo senzorje za toploto, imamo ločene senzorje za hlad,
Skozi kožo se naše telo greje, se hladi, skozi kožo izmenjujemo tekočine, se znojimo ali se ne znojimo. V koži so tudi senzori za tlak, za pritisk, imamo otip, kajti mi karkoli otipamo, je najprej stik s kožo. In koža pomeni v bistvu mejo oziroma prepreko med našo notranjostjo in zunanjostjo. In koža je tisti najbolj pomemben organ v človekovem telesu. In kar je enako pomembno, poglejte, v koži je izjemnega pomena pravilna električna prevodnost v koži. In mi smo dolga leta to merili, gledali, ugotavljali, raziskovali skupaj z inštituti, z fakultetami, z univerzami, predvsem z biofiziki, in smo ugotovili, da je pri vsakem bolezenskem stanju v prvi fazi najprej motena električna prevodnost v največjem organu, to je naša koža. In dejstvo je, da je koža preko živčnega sistema povezana z vsemi notranjimi organi. To smo na Planetu zdravja že zelo natančno razgradili, tudi znanstveno dokazali, potrdili, objavili v naši knjigi, katero je izdala univerza, tako da to je nesporno res. Vsi tisti, seveda, dragi gledalke in cijeli gledalci, ki vas zanima več, lahko obiščete tudi Facebook stran oziroma spletno stran, je tako planetzdravja.com, oziroma na Facebooku jih lahko najdete in seveda si preberete vse podrobnosti. Pa tudi YouTube. YouTube je treba tudi Tudi na YouTubeu smo prisotni, tako je. Super. Igor, kaj ste v bistvu načarali v tale tonik? Zakaj je tako poseben? Zato, ker ponovno vzpostavi moteno električno prevodnost v največjem organu, to je v naši koži. Kaj je noter? Zelo detaljno. Kaj je noter? Energy Tonic Extra, tako se imenuje, je slana raztopina in vsebuje več kot 75 mikro- in makromineralov, od osnovnih, kot so cink, magnezij, silicij, krom, do vseh tudi mikromineralov. Je pa dejstvo, da je Energy Tonic Extra zelo, lahko rečem skoraj identična kemična formula, kot jo ima plodna voda v maternici. Wow. Poglejte, mi izhajamo vedno iz naravnih procesov. In če upoštevamo dejstvo, da novorojenček, ko se rodi, se 9 mesecev razvija v vodi, v plodni vodi. Pa ko se rodi, koža ni nagubana, ni poškodovana. Zato, ker plodna voda je največji termoregulator v telesu in je osnovno zagotovilo, da se telo ploda ne pregreva. In to zagotavlja praktično enako temperaturo v maternici, ne glede na to, kakšna je fizična aktivnost mame, kaj je, kaj pije, telo zagotavlja z takšno kemično formulo enako temperaturo v maternici in zagotavlja enako električno prevodnost. In električna prevodnost pa zagotavlja, govorimo o električni prevodnosti v koži, pa zagotavlja pravilno delovanje živčnega sistema. Veste, živčni sistem je pa tisti sistem, preko katerega tečejo električni impulzi in obveščajo naš center, našo glavo, možgane, hipofizo in hipotalamus in centralni živčni sistem, kaj se sploh dogaja v našem telesu. In z pravilno... Za podpora, tudi neke vrste podpora živčevju, tudi med ostalim. Absolutno, absolutno. V bistvu to dejansko je. Ampak, veste, če bomo mi ljudem rekli, to je podpora živčnemu sistemu, večina tega pač ne razume. Ne? Bistveno je, kaj s tem dosežemo. S tem dosežemo pravilno delovanje živčnega sistema. S tem govorimo, da zaradi pravilne električne prevodnosti pravilno
in ne popačeno, tečejo impulzi v naše možgane in na ta način naši možgani dobijo pravilno informacijo, kaj se sploh dogaja v našem telesu. In na ta način tudi v kontrasmeri lahko tečejo električni impulzi do vsake celice, kar pomeni, da z uporabo Energy Tonika Extra in z pravilno električno prevodnostjo sploh zagotovimo osnovni pogoj, da pride do samozdravljenja telesa. Brez tega, da poskrbimo za največji, najtežji organ v telesu, kvalitetno oziroma trajno zdravje ali trajno samozdravljenje absolutno ni možno. To je ena od stvari, katere je klasična moderna medicina absolutno pozabila. Ali namerno, ali zakaj drugače, to sploh ni pomembno. Ampak kože medicina kot celote sploh ne obravnava. Vsaj jaz še nisem slišal, da bi en sam dermatolog znal pozdraviti eno kožno bolezen, eno srbečico, eno alergijo. To je neozdravljivo. In če ne znamo pozdraviti največjega, najtežjega organa, potem tudi teoretično ni možno, da bi popravili tudi našo notranjost. To je neizpodbitno dejstvo. Ok, Igor, kako v bistvu tonik uporabljamo? Uporaba tonika je v bistvu zelo enostavna. Enkrat na dan narahlo orosimo kožo celega telesa. Torej, celo telo pošpricamo. Celo telo, na začetku celo telo, narahlo orosimo, razmažemo, počakamo nekaj trenutkov, da se posuši in to je vse. In v trenutku se vzpostavi nazaj pravilna električna prevodnost. Zdaj, kaj to pomeni za naše telo? Telo se takoj sprosti in dejstvo je, da kadar je pravilna električna prevodnost, naša hipofiza in hipotalamus začneta delovati pravilno. In se začne v pravilni količini izločati hormon oksitocin. To mislim, da vsi vemo, da je Radi hormon ga imamo, sreče. ne? Ja. Tako je. Ampak, Igor, zna se pa pojaviti problem, če ga je preveč. Ja, to so pa potem lahko tudi nerešljivi problemi. Točno to. Poglejte, in točno tej tematiki smo se pri razvoju Energy Tonika Extra tudi posvetili. Kajti vemo, tudi pregovor slovenski pravi, vse je v glavi. Seveda je velika resnica. Kontrola in nadzor telesa je v naši glavi. To mislim, da je jasno vsakemu. Ampak težava nastane takrat, kadar je oksitocina preveč. Velja pa v telesu osnovna fizična zakonitost, da kadar je v naši glavi pretoplo, žleze delujejo preveč. Se pravi, preveč delujeta tako hipofiza kot hipotalamus in tudi vse ostale žleze. In če žleza dela preveč, enostavno izloča preveč oksitocina. Kaj pa se zgodi, kadar je oksitocina preveč? Oksitocin ima to lastnost, da kadar ga je preveč, enostavno blokira delovanje vseh ostalih hormonov v telesu. Kar pomeni, da samo preko kože lahko učinkovito začnemo odpravljati vse hormonske motnje v našem telesu. Oziroma, dokler ne blokiramo odvečne količine oksitocina, ni možno nobeno zdravljenje, nobene žleze, je nemogoče vzpostaviti nazaj porušeno hormonsko ravnovesje, pa če tukaj govorimo o delovanju ščitnice, o delovanju trebušne slinavke, o delovanju ledvic, nadledvične žleze, kateregakoli organa ali žleze. To je osnova vsakega zdravljenja. A veste, in kadar je preveč oksitocina, blokira hormone. In kadar ni hormonov dovolj v telesu, tudi samo določenih, enostavno ni energije, ni moči, kajti hormoni so prenašalci informacij. Tudi. Ne? Okay. In vemo, da če ni dovolj ščitničnih hormonov, vemo, kakšne motnje so. Smo utrujeni, nerazpoloženi, imamo motnje v grlu, prihaja do motenj v glavi, do motenj presnove. Skratka, če
govorimo o hipofunkciji ščitnice, kadar je premalo hormonov, moramo vedno poiskati vzrok v glavi. Da je preveč oksitocina, kajti prav oksitocin blokira te hormone. A veste, zato mi ogromnokrat opažamo, da ljudje, kateri imajo očitne težave s ščitnico, grejo k zdravniku, grejo v laboratorij, imajo očitne težave, hormoni so pa normalni. In to je dejstvo, da je količina hormonov normalna. Ampak nobeden v zdravstvu se pa ne vpraša, ali so te hormoni aktivni. Veste, to je ponavadi za njih že preveč. Za nas je pa to osnovno vprašanje. Okay. Zdaj, Igor, zanima me še, a imamo kakšne dokaze neizpodbitne za te stvari, ker zdaj ste dali kar nekaj zelo močnih trditev, ne? Seveda. Dokazov za izvoz. Poglejte, o električni prevodnosti ne bomo izgubljali besed. EKG, se pravi srčna preiskava, deluje na podlagi električne prevodnosti. EEG, preiskava možgan, deluje na osnovi električne prevodnosti. Magnetna resonanca prav tako, mislim, da je škoda časa, da izgubljamo besede. To je dejstvo. Poglejte, kako nam pa tudi telo sporoča, da je motena električna prevodnost kože. Koža je zelo suha. Se pravi, tudi če imamo težave z izrazito suho kožo, po nekaj dnevih redne uporabe Energy tonika koža ni več suha in se začne sama obnavljati. Predvsem pa po uporabi Energy tonika ekstra se začnejo hitro učinkovito manjšati bolečine. To sem hotel vprašati. V kakšnem času, Igor? Ne vem, boli nas nekaj, našpricamo se, v kakšnem času lahko nek rezultat pričakujemo? Lejte, velikokrat je rezultat veste, šokantno hiter in deluje dejansko takoj. Ok, to rabimo, to hočemo. Poglejte, lahko vam povem ekstremen primer. Ko sem predstavil ta naš izdelek pri naših partnerjih v Združenih državah Amerike, se je oglasil gospod iz publike, kateri je imel eno težko operacijo na noge, kajti imel je sarkom in mu je kirurg povedal, ali boš umrl ali pa boš imel celo življenje hude bolečine, katerih se ne da odpraviti. Našpricali smo celo telo, Steve je bil v roku 2 minut brez bolečin, po 6 letih. Wow. Lejte, kadar je motena električna prevodnost, pride do pregrevanja, ni prenosa informacij, zato tudi naš imunski sistem in živčni sistem ne zmoreta odreagirati in prihaja do bolečine. Torej, bolečina je v bistvu že en simptom, na katerega smo pozorni, da nekaj ne štima. Kaj še poleg bolečine? Otekline. Tako je. Slabo počutje, pomanjkanje energije, pretirana utrujenost, pogoste motnje v glavi, glavoboli. Poglejte, velikokrat opažamo, ko uporabljamo Energy tonik ekstra, se v glavi takoj spremeni počutje. Kot da bi en prižgal, ne? Tako je. Stikalo. Kot da bi prižgal. A veste, kajti tudi električna prevodnost je neposredno odvisna od temperature. Kadar je napačna temperatura v telesu, kadar smo pregreti ali podhlajeni, je motena električna prevodnost. Če smo prehladni, je prevodnost prehitra, če smo pregreti, je prevodnost prepočasna. In v teh osnovnih fizikalnih zakonitostih se skriva, lahko rečem, več kot 80% uspeha kakršnegakoli trajnostnega zdravljenja našega telesa. Wow, okay. Za sam konec, Igor, me še zanima, kaj pa stranski učinki, a se lahko česa bojimo, torej, če uporabljamo tonik? Kaj se nam lahko zgodi? Kaj se nam lahko zgodi? Eden od stranskih učinkov je to, da koža po nekaj dneh uporabe postane napeta, zmanjšajo se gube. Groža. Ja, tudi nas je torej, bilo strah na začetku. Tisti, ki se hočete lepo starati, ne tega uporabljati. Tako je. Okay. Poglejte, dejansko to vpliva tudi na sam izgled kože in predvsem tudi na funkcijo. No, jaz sem opazila, ko sem se špricala, meni je postalo v tistem predelu, kjer sem se špricala, takrat vem, da sem kašala, ko sva enkrat mi da to poskušala, mi je bilo izjemno toplo. Tako zelo prijetno toplo. Tako je, poglejte, takoj po nanosu tega tonika na telo se počutimo bolje. Sedaj nekateri čutijo toploto, nekateri hlad.
v vsakem primeru se temperatura uredi na normalo. A veste? In ko ste me že vprašali za stranske učinke, ljudje nam sporočajo, predvsem tudi starejši, da cirka po 45 dneh redne uporabe začnejo izginevati vse te starostne pege, začnejo bledeti, bradavice odpadajo. Skratka, za kožo celega telesa je to neprecenljiva pomoč. Čeprav na Planetu zdravja nočemo govoriti o kozmetiki, ampak dejansko o fizikalnih učinkih. Ki so seveda bistveni, ampak to je pa še tak plus zraven. To je pa stranski učinek. In ti šmet pa tako dober. Ja, hvala lepa, Igor, seveda za obisk, da ste nam predstavili. Z veseljem seveda bomo tudi mi poskusili. Torej, drage davke in cenjeni gledalci, če vas je tale tonik, energijski tonik ekstra, torej zamikal, potem le kliknite na planetzdravja.com, kjer dobite vse informacije, kako ga uporabiti in seveda, kje ga dobiti. Želimo vam pa seveda obilo zdravja in ja, pripravite se, da tudi tistih groznih stranskih učinkov, torej gubic, ne bo več, ne? Poleg seveda osnove, da bo vaše telo spet super. Tako je.